lep pozdrav. Mi trije vas pozdravljamo. Tako, tokrat pozdravljamo mi trije z Kranjskega Vrha in z nama je Kapra. Ki fehta. Ona je oboževalka jabolk. Če imate kaj odvečnih jabolk, jih lahko prinesete k Jani. Domače so priporočljive. Tole, ko dvigne nogo, ne vem, če vidite, to je prošnja. In zdaj, ko je naredila, to pomeni, daj mi še eno jabolko. Kapra, do bolih je bilo. Ker predtem smo vključili, tole naše srečanje je že dobilo nekaj jabolk. Tako, smo počakali, da bo pozirala. Dobro je, da je z nama, zato ker bova danes govorila o eni zelo zanimivi temi in sicer v teh dneh je Dan Zemlje, praznujemo. In svet Frančišek Asiški je v svoji sončni pesmi pisal o zemlji kot o materi, ki nas hrani. Res je. Tako. Mati zemlja nas hrani. Malce prej se je Kapra pasla, njo hrani tale sveža pomladanska trava, pri vas je že verjetno kar velika, pri meni je še bolj mečkana. In Kapra izkorišča to sveže zelenje preprosto zato, da se okrepi z svežo zelenjavo. Pri meni na vrtu se bo tudi zdaj začelo delo. Ja, res je, zemlja je kakor mati, ki nas hrani, ne? In ko gledaš, recimo, ne samo, kar raste na vrtu, ampak tudi to, kar raste na travnikih, ne samo, da nas hrani, ampak je do nas izjemno pozorna. Koliko pisanega cvetja, koliko te naravne krasote je v stvarstvu, ki dejansko raste v sožitju, medsebojnem sožitju, kajti v materi je vse povezano. Koreninski sistem se prepleta, grejo neke informacije, vse v nekem dogovarjanju, sožitju, usklajevanju in seveda to, kar potem raste navzven, je v kras in krasoto, tudi potem, ko bojo Jana začele rasti gobe, ti cvetovi, vsega tega, kar se dogaja v bistvu, pravzaprav tudi pod zemljo. Res, človek je lahko za marsikaj hvaležen in biti pozoren na to, za kar smo lahko hvaležni, je zelo pomembno. Ker že ta pozornost, kaj vse nam je dano, kljub vsemu, da je marsikaj težko, ko si pozoren na to, kar ti je dano, s čim te mati zemlja dejansko obdaruje z živežem in s krasoto, vse to te krepi, to ti daje moči, da se potem lažje spoprimeš s tistim, kar je seveda delež našega življenja, pa je bolj zahtevno. Še to bi rekel, se opravičujem, še to bi rekel, ko greš ti k materi, te mati okrepi tudi za svojo srčnostjo, ne samo s tem, kar ti ponudi navzven, nas krepi zemlja, ampak tudi z tem, recimo, kar je tisti delež, ki ga Kapra izkoristi, ko se povalja po zemlji. Ona se zelo rada povalja po zemlji in tako kot se bomo tudi mi, ko bo mesec maj lahko, mesec, v katerem ni več RKR, legli na mater zemljo in nas bo pomirila. Nekako nas potem tudi povezuje, umiri in zato je dobro, da je ne dobro, zato je nujno, da imamo do zemlje spoštljiv odnos. Ja, res je. Tem pa včasih malo zatajimo, tako. Izsiljujemo z nekimi umetnimi kemičnimi dodatki, ki sicer izsilijo, ampak vendarle obremenijo. Ampak to, kar si rekla, da pomiri, kar sva govorila prej, res je. Sam vem, kako me recimo delo na zemlji pomirja. Dati roke v zemljo, brez plastičnih rokavic, v ta živi stik, to zelo pomiri. In poznam kar nekaj oseb, ki potem, ko pridejo domov iz službe, iz obnebja napetosti, stopijo najprej na vrt z izgovorom, da rabijo šnitloh, da rabijo ne vem kaj še, ampak v bistvu pa rabijo tisti trenutek umiritve, zaradi katere potem lažje stopijo v sožitje z domačimi. In kot sva prej rekla, tudi ko bo mesec maj, ko ležeš na travo, je res to ena fantastična umiritev in sprostitev. Posebej recimo, če ležeš pod zvezdno nebo in opazuješ ta kozmični ples in si med nebom
in zemljo, odprt v nebo in vendarle prizemljen in razelektren napetosti v povezavi z materjo zemljo. Ne. To je res zelo, zelo dragoceno in pomembno. In potem si rekla, seveda, ja, ta naš odnos do matere zemlje je seveda zelo pomemben, da ni izkoriščevalski, da je spoštljiv. Ne. Kako bi bilo, da prideš recimo k materi na obisk, ne k materi zemlje, ampak k svoji materi, samo zato, da bi od nje nekaj potegnil, ne? Da bi jo izkoristil. Ne? Ti vsak odnos, ne samo odnos do človeka, ampak tudi do živali, odnos do matere zemlje, ne? Mora biti v znamenju izjemne spoštljivosti. Ne? Kajti kot omenjali ste svetega Frančiška Asiškega, še posebej Indijanci so to zelo poudarjali, ne? Da je zemlja, ne? Da smo z vsem v bratskem, sestrskem odnosu. Ne? Če je Bog naš stvarnik, ne? Če je stvarnik vsega, potem je zelo, zelo pomembna ta spoštljivost. Ne to izsilovanje, ne to izkoriščenje, ampak bi rekel res, izjemno empatičen odnos, zaznaven odnos, ljubeč odnos, hvaležen odnos do zemlje, ki je res, ne samo to zemljo imamo pisano z veliko začetnico, samo ta planet, in na tem planetu imamo to rodno zemljo, ki jo lahko zelo hitro uničimo, ne? In potem, ko jo poškodujemo, ko jo ranimo, potrebuje kar veliko časa, da pride k sebi, da se obnovi, da zopet ponudi iz svojega nedrja tisto, kar je zdravo, kar ni obremenjeno. In seveda zemlja in voda, tukaj pri tebi vse skozi slišimo šumenje vode. Ja, dva potoka sta in zagotovo imaš tudi zaradi tega poseben odnos, tudi do varovanja voda. Ja, lahko še pijem iz potokov, ne? To je en izjemen privilegij. Ampak lahko pijem iz potokov tudi zato, ker imajo sosedje spoštljiv odnos ne pravijo, da so reke, potoki, podtalnice, kakor žile matere zemlje, ne? Ker imajo spoštljiv odnos. Ne? Lahko bi v to podtalnico, lahko bi v potoke zlivali marsikaj, ne? Prali, umazanijo, omadeževali, ne? Te potoke, ampak Bogu hvala, tega tukaj ne počno. In zato so, ko uživamo to vodo, ne? Ko pijemo to kri matere zemlje, v narekovajih rečeno, pijemo zdravje. Saj človek lahko obremeni potoke, ampak s tem bo obremenil samo samega sebe. Ne? Pojavile se bodo bolezni. Ne? Moj oče recimo se je poslovil zaradi težke bolezni, ki je znamenje, med drugim posledice obremenjenih vod. Ne? Ko ti nisi spoštljiv, ko obremeniš ali mater zemljo, ali njeno ožilje, njene vode, si dejansko podpisal usodo samemu sebi. In potem se ne smemo čuditi, ne, če se prebudijo pokazatelji tega, da nismo ravnali prav. Zato upam, ne, želim si, da bi tudi zakonodaja ne rahljala varstvo, varovanje, ampak dejansko omogočala, da bomo še naprej ponosni na to temeljno bogastvo, ki se bo izkazalo v prihodnosti. To so naše vode. Ožilje matere zemlje. In s tem upanjem se za danes poslavljava in nazdravite si s kozarcem čiste vode. Tako je. Vse dobro želiva.